Nerazvitost kohezijske regije Vzhodna Slovenija je v osnovi potrebno predstaviti skozi pregled obstoječega stanja, saj slednje izkazuje neskladen teritorialni razvoj Slovenije kot posledica neenakomernega vlaganja, vezanega na dosedanje izvajanje kohezijske politike. Evropska unija izvaja kohezijsko politiko z namenom zmanjšanja neskladnega razvoja med različnimi regijami in posledično spodbujanja bolj uravnoteženega in trajnostnega teritorialnega razvoja. V ta namen je Republika Slovenija izvedla več mehanizmov za podporo razvoja gospodarstva. Izpostavljamo najpomembnejše. Leta 2009 je bilo ustanovljenih 8 centrov odličnosti, ki so bili financirani v višini 84,1 milijona evrov. Vsi centri odličnosti imajo sedež v kohezijski regiji Zahodna Slovenija in v le 3 od 8 je sodelovala javna raziskovalna organizacija iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Leto kasneje je bilo ustanovljenih 7 kompetenčnih centrov, ki so bili financirani v vrednosti dobrih 45 milijonov evrov. Le eden kompetenčni center ima sedež v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in v 3 centrih sedeža na zahodu države ni sodelovala nobena javna raziskovalna organizacija iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija. V letu 2010 je bilo ustanovljenih 17 razvojnih centrov slovenskega gospodarstva, za katere je bilo z javnim razpisom namenjenih 185,3 milijona evrov nepovratnih sredstev. Izpostavljamo, da je manj razvita statistična regija Koroška prejela le 1,73% razpoložljivih sredstev, medtem ko je dobro razvita gorenjska regija prejela 23,87% razpoložljivih sredstev. Izvajanje kohezijske politike v obdobju med leti 2007 in 2013 je izdatno financiralo vlaganja v raziskovalno infrastrukturo v Republiki Sloveniji. Vzhodni del države je prejel 33% razpoložljivih sredstev, in sicer je bila v nacionalnem načrtu prioritetno definirana investicija v izgradnjo medicinske fakultete Univerze v Mariboru, ki je s svojimi diplomanti zdravniki odigrala ključno vlogo pri ublažitvi posledic epidemije COVID-19. Brez te investicije vzhod države ne bi prejel niti 15% razpoložljivih sredstev. V obdobju izvajanja kohezijske politike med leti 2014 in 2020 je bila pripravljena in izvedena strategija pametne specializacije S4, na osnovi katere je bilo definiranih 9 prioritetnih področij in posledično v letu 2017 ustanovljenih 9 strateških razvojno-inovacijskih partnerstev. Samo 2 od 9 tako imenovanih SRIP-ov imata sedež v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Predstavljamo delitev sredstev v iztekajoči perspektivi izvajanja evropske kohezijske politike. V očeh Evropske unije je Slovenija razdeljena na dobro razvit zahodni del in slabše razvit vzhodni del države. Površina je v razmerju 60:40% v korist vzhodnega dela države. Tudi delitev sredstev je v tem razmerju. A potrebno je dodati, da od skupno 8.000 kvadratnih kilometrov površine kohezijske regije Zahodna Slovenija 3.000 kvadratnih kilometrov predstavljajo slovenske Alpe, kar pomeni kar slabih 40% površine kohezijske regije Zahodna Slovenija. Pomenljiv podatek je indeks razvojne ogroženosti, ki ga sestavljajo naslednji kazalniki: gospodarska aktivnost, produktivnost, investicije, dohodek, brezposelnost mladih, zaposlenost, izobrazba, raziskave in razvoj, čiščenje odpadnih voda, varovana območja, naravne nesreče, brezposelnost, staranje prebivalstva in poseljenost. Večja vrednost indeksa razvojne ogroženosti predstavlja nižjo razvitost regije. Po navedenih kazalnikih sodijo vse 4 statistične regije Zahodne Slovenije v vrh razvitosti, saj se uvrščajo na 1., 3., 4. in 6. mesto. Indeks razvojne ogroženosti kaže na zaskrbljujočo stopnjo razvitosti naslednjih statističnih regij iz vzhodne Slovenije: Pomurska, Zasavska, Notranjsko-Kraška, Podravska in Koroška.
Med statističnimi podatki za obe statistični regiji izpostavljamo pričakovano življenjsko dobo ob rojstvu. Vidno je namreč, da se nižja razvitost kohezijske regije Vzhodna Slovenija odraža tudi v 2,4 leta krajši pričakovani življenjski dobi državljanov v primerjavi z zahodnim delom države. Ali ste vedeli, da so bila med leti 1993 in 2018 iz državnega proračuna financirana investicijska vlaganja v slovenske bolnišnice v vrednosti 445 milijonov na zahodu države in 215 milijonov na vzhodu države? Ali povedano drugače, 2/3 v zahodnem in le 1/3 v vzhodnem delu države. Ali ste vedeli, da so skupna investicijska vlaganja države v infrastrukturo obeh univerzitetnih kliničnih centrov med leti 2017 in 2020 znašala 74 milijonov evrov? Od tega je Univerzitetni klinični center Ljubljana prejel 89% sredstev. Ali ste vedeli, da je delež živinoreje in poljedelstva največji na vzhodu države, saj je denimo v letu 2016 znašal 70% vseh glav živine, pridelanih je bilo preko 94% vseh žitaric v Sloveniji. Ali ste vedeli, da se v vzhodnem delu države proizvede preko 89% vse električne energije v Sloveniji? Ali ste vedeli, da na letni ravni iz državnega proračuna financiramo 350 milijonov evrov za delovanje institucij znanja v zahodni Sloveniji in samo 70 milijonov evrov v vzhodni Sloveniji? Število raziskovalcev je ključno za razvoj globalno konkurenčnega gospodarstva. Ali ste vedeli, da je več kot 74% raziskovalcev zaposlenih v kohezijski regiji Zahodna Slovenija? Ali ste vedeli, da se bruto domači izdatki za raziskovalno razvojno dejavnost na ravni države delijo na 64% v zahodni Sloveniji in 36% v vzhodni Sloveniji?